Pozdravljeni ponovno v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Z vami sem Darja, ustvarjalka kozmetične linije Majerula, in z gosti klepetam oziroma z gostjami bolj, kako biti dobro v svoji koži, dobesedno ali pa v prenesenem pomenu. In danes je z mano Nina Kočevar Glavač, živjo, in rdeča nit bo sigurno naravna kozmetika. Midve sva obe farmacevtki in to je prva skupna točka in verjamem, da jih bo še kar nekaj v tem pogovoru, vsekakor je pa to ljubezen do naravne kozmetike. In zdaj, da ti dam besedo, te lepo prosim, če poveš kaj o sebi, mogoče predvsem, da vključiš tukaj, da si predavateljica in pa avtorica, knjig. Hvala lepa, Darja. Jaz zelo lepo pozdravljam vse, ki boste poslušali ta pogovor. Kdo je Nina? Bom mogoče začela malo po osebni plati. Jaz se zelo rada opišem kot nekdo, ki obožuje rastline, sestavine iz njih. Zdajle prva stvar, mogoče, ki mi pade na pamet, je hidrolat pelargonije. Ta je tako, mislim, da kar del mene že zadnjih nekaj let, ker je to tudi ena od sestavin, ki je obvezni del nege moje kože. Drugače sem pa mama 3 otrok. Eden je srednješolec, deklici, dvojčici sta pa še osnovnošolki. 3 otroke imamo obe. No, še naslednja skupna točka. Zelo rada imam, včasih se zelo rada brala, leposlovje, danes za to žal več ni veliko časa, računam na to v še bolj zrelih letih, če se malo pošalim, sicer imam pa tudi rada glasbo. Z možem v bistvu kar takrat, ko je le mogoče, pobegneva na kakšen koncert. Tako. Kje sta bila nazadnje? Nazadnje sva bila lansko leto na začetku poletja v Zagrebu, pa en rock festival. Res, ti si rockerica? Mogoče to, na hitro ene par takih cukrčkov, da povem nekaj o sebi, malo z druge plati. Sicer sem pa farmacevtka, kot si že na začetku povedala, delam na fakulteti za farmacijo, tukaj sem predavateljica in raziskovalka. Predavam študentom farmacije o zdravilnih rastlinah v okviru predmeta farmakognozija se imenuje, in je tak učen izraz, ampak gre pa za to, da spoznavamo zdravilne rastline, kako delujejo oziroma zakaj se uporabljajo. To je en del. Potem na enem drugem vsebinskem študiju fakultete za farmacijo, to je pa kozmetologija. Predavam pa o kozmetičnih sestavinah naravnega izvora. To je pa tisti del, za katerega lahko rečem, da mi je še posebej pri srcu. To je ena taka mlada ljubezen, kozmetika oziroma naravna kozmetika. Tako da res uživam, tudi sicer pri delu s študenti. To je ta pedagoški del, raziskovalski. Moram te malo zmotiti. Ja. Študent kozmetologija samo posluša naravno kozmetiko ali tudi farmacevti? Farmacevti se, mislim, da v enem zelo majhnem delu srečajo z naravno kozmetiko, pač o tem slišijo ne zelo veliko, mislim, da toliko, da bi morali vedeti, da obstaja, da je to zdaj ena, pravzaprav niti ne več niša kozmetike, ne pa veliko, ne slišijo pa veliko. Medtem ko je na študiju kozmetologije, je en samostojen, temeljni predmet, kjer poslušajo, veliko govorim o tem. Okej, oprosti, zdaj pa nadaljuj.
Kar se tiče raziskovalnega dela, mogoče še par besed o tem. Zdravilne rastline so tudi tukaj ena rdeča nit. Trenutno se zelo veliko ukvarjamo z ekstrakcijami zdravilnih rastlin s tako imenovanimi zelenimi metodami, trajnostnimi metodami. Ekstrakcija za superkritičnim CO2 je ena od takih metod, ki jo smatramo za okolju prijazno. Je pa zdaj, mislim, da že kar lepo uveljavljena, ne samo v raziskovalnem, znanstvenem svetu, ampak tudi, kar se tiče industrijske uporabe, sploh na področju kozmetičnih sestavin, se tudi izjemno hitro uveljavlja, pač taki izvlečki so zdaj že kar nekaj let. Tako mislim, da kar trdno zasidrani na Katere izvlečke pa lahko tržišču. narediš s tem? Praktično vsak izvleček se lahko naredi s tem. Vsa olja, absolutno, vse, kar je dišečega, se pravi alternative eteričnim oljem, in pa take v bistvu bolj klasične izvlečke, se pravi alternative maceratom. S tem, da so tovrstni izvlečki, se pravi pridobljeni s tehnologijo CO2 ekstrakcije, v primerjavi recimo z klasičnimi macerati bistveno bolj koncentrirani. Tako da Tudi olja, ne? So bolj... olja ne. A ne? Olja so po kemijski sestavi bolj ali manj enaka, se pravi, ko jim rečemo trigliceridi, ne, enako eterična olja, edino to velja za te izvlečke, ki so recimo primerljivi maceratom. Ker se mi zdi, da ko sem, raziskovala veliko proizvajalce, da so imeli napisano na, a veš, na prodajni strani gre za CO2 izvleček in je bolj koncentriran, pa se da mogoče ga lahko manj, ne, bolj. Marketing tukaj naplete ogromno stvari, tako da je zelo dobro, tako da kot uporabnik, recimo, da smo poučeni. Ali pa to mogoče niti ni toliko pomembno za uporabnike kozmetike, bolje za formulatorje, se pravi za ljudi, ki kozmetiko razvijajo, ali pa mogoče, če pač sami izdelujemo kozmetiko, oziroma če pač te sestavine uporabljamo. Ampak se mi zdi, da itak kot ta CO2 ekstrakt, da je bil ponavadi, so bila aktivna olja. Vsaj proizvajalcih so predvsem aktivna olja, ki se jih itak da manj, a ne, moč. To je absolutno res. Izhaja tudi iz tega, da je bila ta tehnologija vsaj recimo nekaj let nazaj še toliko neznana in tako na novo, da so bili ti izvlečki izredno dragi. Tako da kupiti CO2 izvleček, ki je bil enak kot olivno olje, na primer, če je tak preprost primer, je bilo bistveno dražje in se tega niti niso posebej posluževali. Tako da je bil fokus najprej na takih bolj eksotičnih rastlinah oziroma rastlinskih izvlečkih. Zdajle se mi zdi, da že prihajajo v bistvu tako v uporabo, oziroma da je tudi cena za določene rastline primerljiva. Mogoče pa še ena stvar, CO2 ekstrakcija za določene rastlinske vire je tudi bistveno boljša, kar se tiče izplena oziroma izkoristka. Se pravi, bistveno več olja, na primer, dobimo s CO2 ekstrakcijo, kot pa za hladnim stiskanjem. Tako da bi pa tudi to en. Se pravi, v bistvu ne samo aktivna olja, lahko bi tudi osnovna ali pa tista stabilna olja, marelično in tako. Tako je. Okej. Ker to ni veliko še v uporabi, se mi zdi, pri teh proizvajalcih, ki jaz nabavljam, Ni še. Se strinjam, ni še, ampak jaz mislim, da tako kar nezadržno kapljajo, tako da jaz mislim, Pa tvoja pelargonija. Moja pelargonija je pa nekaj, kar lahko destiliramo. Pa naredimo, če je na voljo kot CO2 izvleček. A veš, da mi to pa alternativa eteričnim oljem. A veš, da mi pa ni znano, da je prav CO2 izvleček pelargonije tako, da bi se dal enostavno narediti. Recimo, da je eterično olje, pa da ga lahko kot CO2, recimo. Sivka, mislim, da bi morala biti dosegljiva. Tudi smež. Ja. Pa ven je podoben?
Vun je večinoma še boljši v smislu, da je bolj podoben temu naravnemu vonju rastline. Ja, zato, ker pri destilaciji uporabljamo visoke temperature in te spreminjajo določene spojine, medtem ko je CO2 ekstrakcija se izvaja pri temperaturah do 40 stopinj in v bistvu ni kemijskih sprememb. No. Zraka oziroma kisika ni tudi zraven pri tem postopku, tako da ne poteka oksidacija. To je recimo še ena taka točka. Ja, to je sigurno boljše, ne, za olja, ki so. Ja. Ok, naprej. Oprosti, da sem te malo prekinila, greva. Pri raziskovalnem delu sem bila. Se pravi, to je en zelo pomemben aspekt našega raziskovalnega dela, pač ne delam sama, jaz imam svojo mini ekipico, imam fajn sodelavce oziroma sodelavke, mislim, da smo zelo pridni, smo na področju farmakognozije v zadnjih letih, se mi zdi, da tudi naredili kar veliko, glede na to, da smo majhna skupina, no, in trenutno pač celotna ekipa skupaj z strokovno sodelavko nas je 7. Tako da, tako, ena mini luštna skupinica. Mogoče bi izpostavila še raziskave na temo rastlinskih olj. Tukaj smo se pa ukvarjali v okviru doktorske disertacije s tem, kako se obnašajo rastlinska olja v stiku z kožnimi celicami, to so sicer in vitro testi, se pravi keratinociti pa fibroblasti, so sicer celice, ki se nahajajo v naši koži, ampak mi smo to delali v laboratoriju, se pravi izolirane, nek tak res približek, se pravi, teh rezultatov ne bomo neposredno prenesti na to, kaj se dejansko dogaja potem na naši koži, ampak so en začetek takih bazičnih raziskav. Skratka, gledali smo, uporabljali smo različna olja, izbrali smo taka olja, kjer je ena maščobna kislina prisotna v večjem deležu in smo potem gledali, kakšne vplive imajo na kožne celice, tako da bi lahko enkrat oziroma, ko bomo nadaljevali te raziskave, v bistvu nadaljevali tudi prav na koži, oziroma osnovna ideja je bila tako imenovana na maščobnih kislinah temelječa uporaba rastlinskih olj, ne samo za kozmetične namene, ampak tudi za potencialne terapevtske namene. To je bilo tako vsebinsko izhodišče za ta doktorat. To je mogoče nekaj takih stvari, ki so aktualne v smislu, da so res neposredno vezane tudi na kozmetiko. Ja, pa tudi soavtorica si, a ne, tele knjige. Jo bom jaz malo pokazala, čeprav jo pogledaš. Sodobna kozmetika, sestavine naravnega izvora. Ti si urednica te knjige, sploh ne vem, kako se reče bolj, si avtor, soavtor. Soavtorica, sourednica, so dva čisto. In vas je bilo, baje, koliko? Bilo nas je skupaj 11. K sodelovanju smo poleg te, kar sem prej omenila, naše ožje ekipe, povabili tudi kolege z tehnologije, tudi farmacevte. Tako da je vsak v bistvu prispeval svoje znanje oziroma tisto, kar na nek način najbolj obvlada, tako po strokovni plati. In zdaj je baje ta knjiga, to sem pa včeraj izvedela, razprodana. Mislim, da se ne da več. Slovenska verzija žal ne. A boste še ponatisnili? Zaenkrat nima načrta. Mislim, kje pa potem punce bojo v angleščini raziskovali naprej? Na voljo je, torej prvi del slovenske knjige preveden v angleščino. Ne cela. Ne cela, pa pravzaprav čisto zaradi tehničnih razlogov, ker je knjiga tako velika. Angleščina je tak jezik, pa na začetku, ko smo se pogovarjali, so povedali, da se približno nekje do 1/3 pri prevodu še raztegne. Glede na to, da je bila sodobna kozmetika v slovenščini pač takšna, kot je maksimum, kar so uspeli v tiskarni skupaj zvezati, je potem v bistvu bila odločitev, da
prevedemo ta prvi del, torej en del, pač v tej prvi fazi, tako da vsebinsko je enoten. In kaj je tam v tistem delu? To je vse razen eteričnih olj oziroma dišečih snovi. A tisto pa še posebej prihaja? Tisto posebej prihaja, smo pa prav zdaj v tem, da se aktivno spustimo, oziroma smo že v nizkem štartu, smo začeli delati na tem, ne bo prevod, bo precej nadgrajena oziroma spremenjena. Ja, ker smo tudi v tem času ja, pa tudi izkušnje, kaj formulatorjem, kaj uporabnikom pride prav, kje so tiste stvari, ki jih je težko izbrskati, oziroma ki so tako res neposredno uporabljene. Tako da bo. No, mislim, meni je tale knjiga v bistvu skreirala skoraj mojo kozmetično linijo. Ko si prišla, jaz sem ti že v mailu napisala, da jo farnese, in ko si prišla, si rekla, a tako si jo ti uporabljala? Ja, jaz sem to ful rada brskala, vsak večer v bistvu gledala ekstrakte, ker noter so tako olja, eterična olja, rastlinski izvlečki, in v bistvu zbirala, kaj bi šlo tja, nekaj po znanju, nekaj po intuiciji že, tako da jaz sem ful hvaležna za to knjigo, večkrat se vračam k njej, ker se mi zdi, da tudi ko sem pisala recimo spletno stran, je bila ta knjiga osnova zame, tako da ja, super, me pa vseeno zanima. Jaz imam ful rada zgodbe, vse, ki pridejo sem, jih vprašam, kakšna je njihova zgodba. In mene zanima pri tebi zgodba o farmaciji najprej. A si o tem sanjala že kot majhna deklica, kdaj si se tako odločila? Jaz v 7. razredu pa ne vem, zakaj. A res? Ja, jaz grem farmacijo, in nimam pojma, zakaj. Ne spomnim se. Jaz sem imela malo več težav, zato ker, kolikor se spomnim, me je res vse zanimalo, od glasbe, leposlovja do naravoslovja. Mogoče bom tako rekla, jaz mislim, da so to tudi, da je otroštvo, in tisti del, ki nas na nek način zelo oblikuje, da nas nekako naredi takšne, kot smo. Jaz sem še zdaj, ne sem, da sem bila deklica s podeželja. Ja, jaz mislim, da sem kar pač tako kot družina smo bili zelo vezani na oboje stare starše, oboje so imeli kmetijo, veliko smo, pravzaprav tudi starša sta pomagala, en del je bil to, kar je bilo takrat nujno, se pravi malo pomagati, pobiranje krompirja, to mi najprej pade na pamet. Priprava se na tak lep spomin imam, ker smo se kot otroci potem vedno vozili zadaj na svežo pokošeni travi, tisti vonj še danes, ko se sprehajam recimo po Tivoliju na poti do službe, zjutraj, ko pokosijo, to je nekaj tako, kar me mislim, kar odnese nazaj. Plezala sem pod češnja, ko so bile zrele, to tudi še zdaj. Z Bele krajine, iz Semiča. Skratka, ja, ta narava, rastline, tako na splošno, to je bilo v bistvu vse okrog mene, oziroma kar del otroštva. Tako da jaz mislim, da je to nekaj, kar je ostalo v meni. Prav za študij farmacije mislim, da je bila tista tehtnica to, da je mami delala v lekarni. Jaz sem bila od vedno tako po karakterju taka urejena, vse je bilo vedno na svojem mestu. Tako da rada sem tu pa tam, ko je bilo prehitro konec šole, šla do nje, pa sem gledala tiste škatlice z zdravili, tak sterilen vonj. Mislim, ne bom rekla, da me je to posebej navduševalo, ampak tako je, ne vem, neko urejenost, en mir je pomenil, tako da, ko sem se po gimnaziji odločila za študij,
Mislim, da so bile to neke te najpomembnejše stvari, da sem se odločila za farmacijo. In ne za biologijo, In recimo. ne za biologijo, pa kemija je bila takrat, mislim, da ko recimo v krogu prijateljev, ko smo malo razmišljali, ti, ko smo bili bolj naravoslovno usmerjeni. No. Ker samo, a ne, tvoj sodelavec je pa tudi, v bistvu Je pa bil tudi moj bil. sošolec in je študiral oboje takrat, a ne. Pa še biologijo, ne? Ja. tako da vam veže oba na te rastline. Imaš pa ti tudi fanta, ne fanta, mislim, moža farmacevta in to jaz Ja, tudi, ja, ne, ja, tako da ja. evo, smo našli nekaj. Veliko skupnih točk, ne? Ja, Ampak, sta bila sošolca. Tudi sva bila sošolca, ja, sej to je obdobje, se mi zdi, ko v bistvu neke te mladostniške ljubezni niti niso več tako aktualne, ampak spoznavaš ljudi na drug način, malo si bolj zrel, pa verjetno prepoznaš tudi potem ljudi, s katerimi si predstavljaš preostanek življenja. Pri nas so vsi fantje skoraj, vsi naši farmacevte. A je bilo tudi pri vas? Ne. Mi imamo vse farmacevte. Mislim, vsi prijatelji najini sošolci so potem Pa jih je kar nekaj, no. Jih je kar nekaj, ja. Pojdiva naprej, jaz bom malo pokukala. Zdaj si mi že kar nekaj govorila. V glavnem, ti predavaš tudi izven farmacije, kdaj, recimo pri Magnoliji se začne šola formuliranja naravne kozmetike. Jaz sem bila tudi že več kot 10 let nazaj, sem obiskovala in takrat sem te prvič videla, ker midve sva ful narazen 10+ in se na faksu nisva videli. Pa sem bila pa tudi jaz enkrat tvoja gostja, no, in pri tvojih študentih in me je zanimalo, kako je biti kako je predavati zdajšnjim študentom, kaj bi rekla, kakšna je razlika, ne, ker generacije so čist. Generacije so zelo drugačne, zato ker so časi drugačni, obdaja nas tehnologija, s katero pač te nove generacije rastejo, mi nismo, tako da predavati današnjim študentom je zelo velik izziv. Se mi zdi na splošno študenti res tako usmerjeni, v bistvu samo v cilj, bom rekla, mogoče se grdo sliši, ampak ogromno je takih, ki hodijo na izpite, zato da delajo kljukice. So k sreči tudi, mislim, k sreči, no, jaz pa če k sreči, ker so še prejšnja generacija, v smislu, da poslušajo predavanja tako bolj široko, da jih dejansko zanima. Ja. Študenti so drugačni tudi zato, ker, kot sem že prej rekla, pač rastejo s to tehnologijo, ni več dovolj, da si ti predavatelj, da nekaj poveš, da si delajo zapiske. Zelo radi so tudi, da se jih malo animira, v smislu, da se jim govori, v bistvu postavi to, kar predavaš, v malo širši kontekst, da se znajo predstavljati, zakaj je pa to pomembno, kje bom pa to potreboval. Tako da to se mi zdijo ene take ključne zadeve, ki so bistveno bolj drugačne, kot so bile včasih. Pa se mi zdi, da včasih, saj pač zdajle govorim pač po sebi, smo imeli neko kar strah spoštovanje predavateljev. Zdaj ni tako. Ne, zdaj vse bolj domače, bolj sproščeno, tudi do te mere, ko je že preveč, ja. To mislim, da je kar taka očitna razlika, no. Pa jaz nisem za to, da bi imeli res neko tako strogo distanco s študenti. Jaz se vedno trudim vzpostaviti en tak odnos, kjer je ta komunikacija, se pravi, v bistvu pogovor, naj bi bil temelj. Se mi zdi, da je pač neka sproščenost, ne, se pravi, da študenti vejo, da te lahko kadarkoli prekinejo pa vprašajo, da imajo bistveno več od tega, kakor da, ne vem, se bojijo dvigniti roko, se bojijo karkoli vprašati, no. No, jaz vas absolutno spoštujem. Meni je to predavati tako zelo bistveno obdobje, res. In ko imam kdaj kakšno predavanje, zdaj sem imela
nazadnje na Aeroliniji akademiji za dobro počutje, ravno o negovanju. In takrat, ko sem pripravljala to predavanje, sem dobila idejo, da v bistvu povabim tebe kot strokovnjakinjo, a ne? In bi rada, da greva malo v to, v bistvu, zakaj naravna kozmetika. Še prej pa mogoče, kako si ti z naravno kozmetiko zelo na ti, oziroma kaj je bil pri tebi mogoče razlog, da si postala bolj izbirčna, da si kdaj si se začela zavedati pomembnosti mogoče tega, kar dajemo na svojo kožo? Ja, jaz mislim, da je mogoče tako, posebej za ženske, ena taka prelomnica, da so otroci, no. Da takrat, ne vem, pač želiš, da je jasno vse čim bolj prijazno, ne, v tem primeru do kože. Veliko razmišljamo o tem, kaj snemo, pa česa ne, da bodo otroci čim bolj zdravi in tako naprej. Tako da mogoče je bil to en delček tega. Seveda je vse skupaj sovpadalo tudi s tem, da sem se dejansko, mogoče bom rekla, ta trenutek po poklicni dolžnosti začela ukvarjati z naravno kozmetiko, ker v sklopu knjige oziroma v sklopu študija kozmetologije, ki se je začenjal na fakulteti za farmacijo, to, da smo sploh napisali knjigo, je bila v bistvu ena osnovna ideja, je izhajala iz tega, da smo dejansko, ko se je postavljal vsebinski program za študij oziroma za predmet, ki smo ga pač v sklopu te moje skupine, oziroma takrat je bil še kolega dr. Damjan Janež, naš sodelavec. Skratka, smo bili postavljeni pred eno dejstvo, da je te literature tako malo, da po eni strani smo bili presenečeni, po drugi strani smo bili pred izzivom, kje sploh izbrskati te informacije, ki bomo potem predali naprej študentom, ne. To je pravzaprav zgodba. Pa ste si mislili, da bo tak odziv, ker je v bistvu to je najbolj obširna literatura strokovna z opisom sestavin naravnega izvora in je menda zelo dobro sprejeta tudi v teh krogih, ne vem, Jaz sem recimo en tečaj, sem delala in v bistvu je to knjiga zdaj v 80 državah, ne? 99. A res? Nič hudega. 99, mislim, zelo smo ponosni, no, zelo smo ponosni. Zdaj, če direktno odgovorim, jaz mislim, da na začetku smo se lotili tega, bom zdaj rekla, mogoče grdo projekta, zato, ker smo res verjeli, da je to nekaj, kar je potrebno za naše študente, da jim bomo olajšali študij. Ampak potem je ta mini projektek prerasel v bistvu nekaj bistveno večjega, do te mere, da ko smo začeli zbirati informacije oziroma pisati prva poglavja, in hkrati vedno bolj spoznavali, da taka literatura pač ni, no, jaz takrat sem bila prepričana, no, da bo ne samo na slovenskem področju, ampak tudi širše, da bo knjiga zanimiva, ampak dokler dejansko nimaš prvih odzivov, se težko se mi zdi, ko rečeš, ja, zdaj pa to je edina prava smer. Tudi knjige kot take so nekaj, kar z določenih segmentov zdajle za vso to tehnologijo, ki jo imamo, v bistvu izginja. Takrat sicer to še ni bilo tako zelo prisotno, no, pa vendar. Po drugi strani pa, ja, če si nekdo, ki potrebuje pač tak tip informacij, kot smo jih mi zbrali, je v bistvu najbolj enostavno, da imaš en izvod pri sebi, da obrneš na tisto stran, ki jo rabiš, no, tako zelo olajša delo, no. Prav napisana je bila, mislim, da dobrega pol leta, če kakšen mesec več, vse ostalo, se pravi, to uredniško delo, knjigo je le napisalo 11 avtorjev. Mislim, seveda ima vsak avtor svoj stil, tega nismo posebej tako globoko se v to spuščali, ampak da je napisana tako kot enota, ne, da ni vsako poglavje nekoliko drugačno, da je ena sistematičnost oziroma ena taka rdeča
ni tako, recimo po istem kopitu, da se ni, ne vem, bralec, ko je prebral eno poglavje, potem na novo mogel pripraviti naslednje poglavje, pa recimo na informacije, ki jih najdeš v enem, so potem čisto drugače zapisane. Tako da ta del je bil zelo zahteven, zato ker je bilo veliko avtorjev. ChatGPT-ja ni bilo, ne. ChatGPT ni bilo. Jaz ga uporabljam, jaz podpiram uporabo. Sem v bistvu proti temu tudi na nivoju študentov, recimo, ne bom se spuščala naprej, se pravi srednja šola, nazaj je srednja šola, osnovna šola. Jaz sem za to, da se ChatGPT oziroma na splošno umetno inteligenco na pameten način uporablja. Tisto, kar pa mislim, da pozabljamo, oziroma žal, glede na to, da se zdaj na veliko govori o problematiki, da uporabljajo ChatGPT že osnovnošolci, je pa en ta del, da ti moraš biti na eni stopnji znanja ali pa konec koncev tudi zrelosti, da to sploh znaš uporabljati. Jaz sem v novembra začela in sem se ful dolg, jaz sem v eni marketinški šoli in nam je naša Katja namerila, pa dejte, pa zakaj več to. Vse je ful dolg, ne. To sem bila za te krompirje razparjatico smo bili na Toplicah, ona je bila učiteljica in je rekla, zdaj probi, ne. In pa sem jaz samo napisano objave dala nota, ne, tudi da si slovnično pol malo. Ja, saj moraš biti spet smešne. Ja, mislim, brez tega, mislim, da pač ta trenutek se ne bi smel uporabljati. Se pravi, da na koncu ti preveriš, drugače pa za... Ja, za... Jaz sem vedno navodila, čim bolj po moje, samo slovnica, recimo. Tako, ja, zadobiti ideje, olajšati si marsikaj, mislim, da zakaj ne, če imamo tako malo. Okej, torej razlog si povedala in pol se mi zdi, da ko greš enkrat na to, ne moreš iti več, a ne. Ti si recimo z otroci mogoče bolj, tudi jaz z Mašo to zadnjo punčko, ki je imela izzive s kožo, pa že prej sama nekako želela povezati neko z naravo. Pa ne moreš iti več nazaj, ne moreš več uporabljati. Kaj drugega. Da, res mislim, da je v bistvu tudi v bistvu širše. Ne bom rekla mogoče direktno stili življenja, ampak tudi, ko se enkrat poučiš, kaj je naravna kozmetika, v bistvu odkot izvira ali pa na čem temelji, je to pač malo več kot samo uporaba kozmetike, ne, se pravi, ne vem, vse, kakor jaz vidim, recimo ta segment ljudi, tudi zelo veliko dajo na to, na splošno, na nek odnos do narave, da s polno zavestjo uporabljamo izdelke, ki jih pač uporabljamo, da ni to nekaj, kar, ne vem, bi kupovali pa metali naslednji trenutek. Mogoče začneva z neko definicijo naravne kozmetike, a ne. Kaj bi sploh rekla, kaj je naravna kozmetika? Jaz imam v bistvu več takih preprostih definicij. Prva v bistvu, glede na to, da ni te neke zakonodajne definicije, ne, so potem pravzaprav za vsega je nekaj drugega, ne. Ena taka najbolj enostavna, s katero recimo tudi pri študentih ponavadi začnem, je, da je to alternativa konvencionalni kozmetiki, ne. Potem se pa premaknemo malo globlje. Je pa tako ena taka rdeča nit, torej naravne kozmetike, je, da je to kozmetika, ki v osnovi temelji na sestavinah naravnega izvora. Rastlinskega, mineralnega, lahko tudi živalskega, če ni, ne vem, želja po veganski kozmetiki, na primer. Ampak to so tiste osnovne sestavine, okrog katerih se vse gradi. Se gradi, mislim, naravna kozmetika je v bistvu, glavno vodilo je, da je prijazna do kože in do okolja, ne. Naj bi bilo. Ja. Pa ni vedno tako. Ampak do okolja že, no. V bistvu lahko konvencionalna, v bistvu lahko vsebuje tudi neke za zdravje nevarne sestavine, ne. In a se ti zdi, da se vedno več ljudi zaveda tega in da jim je pomembno, da ne obremenjujemo kože?
Na splošno jaz mislim, da ja. Čeprav roko na srce, številke tega mislim, da vseeno ne kažejo, ker je naravna kozmetika tako vztrajno, načeloma raste na svetovnem nivoju, če gledamo celo prodajo oziroma izdelavo. Ampak je pa delež naravne kozmetike še vedno izjemno majhen, tako tam 5%, so kakšne države, kjer je večji, 8%, približno Nemčija, ja, Francija je tudi en tak močen, tak Nemčija, Avstrija, sproti nemško govoreče, pa Francija, mislim, recimo, to se tako nasplošno izpostavlja. Ja. Je tudi povezano, tako bi rekla, nasplošno za tradicijo uporabe zdravilnih rastlin, tako da, ja, če se vrnem nazaj, mislim, zagotovo je zavedanje o pomenu naravnega oziroma o pomenu tako v širšem smislu varovanja okolja pač je vedno večje, no. Medtem ko sama ta naravna kozmetika, ne, kot jo danes kot jo razumemo, no, je pa en tak majhen delček, no. Ima veliko plusov pa minusov, lahko v bistvu hitro razložimo, zakaj recimo ne preraste tako večje. So po mojem pa kakšne zadeve, s katerimi v bistvu se tudi ti tako neposredno spopadaš. Surovine kot take so dražje, naravne kozmetike prav poceni pač se ne da narediti. Ogromen delež ljudi je v bistvu tak, ki mu kozmetika pač ne pomeni kaj veliko. Pa to niti ni mišljeno v negativnem smislu. Vsi ljudje smo različni, kaj nekomu. Ni nič, da sem nalakirana, a veš, da imam mok. Okej, jaz pa mislim rdeče. Sem imela rdeče čez vikend, na žur, sem šla za rdeče po dolgem času, ampak, a veš, Ja, ne, za kožo mi je pa pomembno. ja. Tako, recimo, ne, ogromno ljudi grem, ne vem, po zobno pasto, gre za tuširanje, šampone, samo da je najcenejša, pa kupim, ne, recimo v tem smislu. In cena tukaj je en zelo pomemben dejavnik, ne, naravne kozmetike, sploh, bom rekla, kakovostne naravne kozmetike se praktično ne da narediti tako res zelo poceni, ne. Zato, ker V bistvu, naravna kozmetika ima kratek rok, ne. Ja. Po eni strani je to nek minus, a ne, ampak jaz, ko delam čim bolj sproti, ne vem, nekako se trudim, da imajo vseeno, ne, Da je sveže, ja. Se pravi, tradicija uporabe zdravilnih rastlin je, kam to sega pravzaprav v prvi macerati, recimo, ga to? Ojoj, to so pa tisočletja nazaj. Pa tudi aromaterapija, ne taka, kot jo poznamo danes, ampak uporaba torej aromatičnih rastlin. Ja, to, recimo stari Egipčani so bili mojstri v bistvu vsega tega in kozmetike, izdelave maceratov, recimo spravo neposredno izdelave, uporabe zdravilnih rastlin, tudi pač dišečih, to mislim, da so tako cela naša zgodovina je kar zelo prežeta s tem. Vračamo k naravi. Se mi zdi, da je prav, da se vračamo tudi, kar se tiče kozmetike k naravi, no, a ne? Ja. Je pa to področje, v bistvu ni zakonsko urejeno, še vedno ne, če se ne mislim. Res je, kar v bistvu ni nič presenetljivega, ne. V EU-ju imamo kozmetično zakonodajo in kozmetika je vseeno, ali ne rečemo naravna kozmetika ali konvencionalna je vseeno kozmetika, ne. Tako da imamo to krovno zakonodajo, zdaj to, kar je pa naravna kozmetika, potem urejajo v bistvu certifikati. Mislim, so kar te ustanove to prevzele. Ja, in sicer zato, da so znale potrošnikom povedati, zakaj v bistvu so ti izdelki drugačni, ampak tako pač ciljno, ne. Se pravi, kozmetični izdelek je kozmetični izdelek, ne, ureja ga kozmetična zakonodaja, zdaj znotraj tega recimo smo šli pa naprej, torej imamo naravno kozmetiko, ki so jo pa definirali, dajmo tako reči, pa ti certifikacijski organi, no. Okej, bova šli na certifikate, ampak še prej pa me zanima, a se ti zdi, da je veliko zelenega oglaševanja? Jaz sem tako ful naivna. In se mi zdi,
Pa tu nobeden ne bo rekel, če ni zares, a ne? Darja, veš, kaj tukaj je, tukaj mislim, da je več zadev, ne, tako potrošnik recimo na splošno, ne, ne more biti strokovnjak za vse, ne. Če se jaz spoznam na sestavine, nikako ni samoumevno, da so mokrosi, to je le, ne vem, kemijska imena so, na primer, ne, to je v bistvu tisto edino vodilo, da recimo lahko vrednotiš izdelek, ne. Tudi na splošno se mi zdi ta neka posamezna področja pa posamezne stroke so se tako specializirale, da je nemogoče zdaj biti strokovnjak za vse, ne, ampak potem so pa, pač oglaševanje, se pravi, kako vseeno v tej poplavi, zdaj mogoče, če ostaneva samo na področju kozmetike, ne, so dobesedno v poplavi izdelkov biti malo drugačen ali pa prepričati ljudi, to je nekaj naravnega, to je bilo dobesedno vabljivo, odkar po mojem vemo zase, ne, se pravi, pokazati nekaj, to je pa naravno, je nekaj, k čemur smo kot uporabniki vedno stremeli, oziroma vedno, smo rajši pogledali kaj takega, kot pa nekaj, kar je bilo brez takih razumem. atributov, ne. Tako mi je težko razumeti to, da nekdo da napis Natur gor, recimo, ali pa neko zeleno embalažo, ali pa eno rožico, a v resnici je polno. Meni je to težko razumeti, da neka firma, velika firma, pa nimam pojma zdajle, sploh ne bi mogla nobenega izpostaviti, da nekdo stoji za nečim, kar pravzaprav je res zavajajoče, no, kako lahko, ampak dobro, to je ni najno področje, ne. Se pravi, to področje v bistvu so certifikati nekako edino zagotovilo, ali pa zaupanje, če bi jaz zdajle recimo nov izdelek dala na trg, pa ga ne bi certificirala, bi najbrž vse moje stranke zaupale, da je pa to nekaj v redu, tiste, ki ga poznajo, ne. In certifikati imajo nekaj lastne kriterije, ampak vsem je pa skupno, recimo, da določenih snovi ne sme biti noter, pa jih mogoče po mislim, v nadaljevanju omene, da ni testirana na živalih, pa da je nekako okolju prijazna. In zdaj v Evropi je kar nekaj certifikatov, na to, recimo, je dostikrat, mislim, jaz se najlažje orientiram, jaz iskreno nisem nikoli brala definicijev, ne vem, kako si ti, ali pa obstajajo aplikacije, ker tudi obstajajo. Ampak, veš, se ti lahko prepoznaš latinsko ime ricinosovega olja, recimo, ampak ti imaš v samem ekstraktu kakšne sestavine, ki so boljše kot druge, a ne. Recimo, neki izvlečki niso vsi enako okej, a ne, in se mi zdi, da se najlažje preko tega sem jaz sama orientirala, ali pa se orientiram, jaz sem včasih delala vse sama. Milo, šampone, tekoča mila, deodorante, zdaj pač delam samo zaključno malo, ker nimam časa. In potem seveda kupujem vse to. V glavnem, hotela sem te vprašati, zdaj, kje je tvoj priljubljen certifikat, pa najbrž kar tvoj. Pa boš predstavila, da predstaviš, vaš certifikat, a si ti ustanoviteljica tega certifikata, ko si dobila idejo? Kdaj bo nočla, kako? Bom v bistvu šla tako zdaj malo nazaj, pa bom v tisto obdobje, ko sem se sama začela ukvarjati z kozmetiko. Ko sem se tudi spoznala za takrat že prisotnimi certifikati za naravno kozmetiko. No, sem bila takrat mnenja, da v bistvu vnašajo zmedo, zato ker jih je bilo več. Takrat recimo so kar na veliko, če so jih kritizirali, recimo je bil to tudi ena zadeva, ki so izpostavili, sprav, teh certifikatov, zdaj kar nekaj, potrošniki so zmedeni. Zdaj pa ne mislim več tako, zato ker sem že kar nekaj let, ko res poznavam v bistvu in take potrošnike, ki želijo
naravno kozmetiko oziroma tudi s formulatorskega vidika, ne. In če se še malo navežem na to, ko sem rekla, da je kozmetika res eno tako v bistvu strokovno področje in da je potem dejansko prepoznati neki logotip potrošniku bistveno lažje, oziroma mu je to eno zagotovilo, da izdelek ustreza nekaterim kriterijem. In ti kriteriji so pa dostopni, prosto dostopni, torej, pa če grem zdaj nazaj mogoče malo bolj konkretno na certifikate, se pravi, certifikati svojo filozofijo, svojo zgodbo oziroma konkretno tudi kriterije predstavijo, vsaj si jih lahko prebere, ne. Tako da, če se ti, mogoče ti rekla malo bolj poetično, s tem poistovetiš, je potem res dovolj, da poiščeš logotip na izdelku, oziroma ko greš v trgovino, to je to, tem zaupam, ne. Tako da bistveno jim olajša izbiro. In posamezni certifikati, tako na splošno gledano, kar se tiče takih, rekla mogoče tehničnih podrobnosti v smislu, katere sestavine dovolijo in katere ne razlikujejo zelo veliko, oziroma večina teh certifikatov, ki je tako zdaj nekako na mednarodni ravni, v Evropi recimo prepoznavna oziroma uveljavljena, so bolj ali manj enaki, no, pač so neki detajli, po katerih se razlikujejo. Zdaj vodilo, ko smo pa malo se pogovarjali o kozmetiki na splošno, oziroma zakaj sploh je prišlo do tega, da naredimo pa nov certifikat, je bilo pa malo drugačno. Izhajalo je pa ravno iz tega nepoštenega oglaševanja. Na tem mestu moram povedati, da zakonodaja kot taka, torej kozmetična zakonodaja, ne dovoljuje oglaševanje, ki žal je prisotno, se pravi, da ti recimo pretirano govoriš o neki sestavini, ki je v minimalni količini prisotna v izdelku in na to celo zgodbo o delovanju, oziroma tako pač rdečo nit napelješ. Se pravi, zakonodaja zahteva pošteno oglaševanje, ampak praksa je pa potem žal precej drugačna, no, tako da. Zopet v bistvu ista fora je, a ne. Več, če ti daš nečesa ful malo noter, ne moreš opiti na glas, kaj imam jaz, ne. Ja, No, pa vseeno, mislim, absolutno se strinjam, ampak realnost je potem drugačna, no. Recimo to je bilo eno tako vodilo, se pravi, ko smo dejansko začeli spoznavati, da ne morem niti nočem zdaj, ker vseh kozmetičnih podjetij oziroma blagovnih znamk metati v isti koš, tudi ne bom govorila o nobenih imenih, ampak skratka, realnost je pač drugačna, no, in ko smo, skratka, na eni strani je nastajala knjiga, na drugi strani spoznavanja o tem, kakšna je lahko kozmetika oziroma kaj so v bistvu tiste negativne plati kozmetike oziroma oglaševanja, potem nekako začela ena ta ideja zoreti, da bi bilo pa mogoče tako korektno do kupcev, pa lepo, da dobimo pa nekaj, kar bi bilo pa prepoznavno pa s tega vidika. Tako da ena rdeča nit certifikata je, da ko mi pregledamo sestavine, da v bistvu tudi ovrednotimo, se pravi, če nekdo trdi, da je v izdelku nek antioksidant, da je dejansko prisoten v taki koncentraciji, za katero stojijo neke ali znanstvene raziskave, ali so pa to recimo priporočila proizvajalca, ne. Tako da na ta način smo v bistvu želeli olajšati potrošnikom izbiro, se pravi, to, kar je tukaj, je dejansko prisotno v takih količinah, ki bodo izražale kozmetične učinke. To je bilo eno vodilo. Drugo vodilo je bilo pa, mislim, certifikat, ki ni namenjen tem velikim kozmetičnim brandom. Nikoli ni bil to naš cilj, ampak hkrati smo se spoznavali tudi s tem, da je ogromno teh malih proizvajalcev, ki za marsikatero zadevo v procesu nastajanja kozmetike nimajo dovolj znanja, no, tako da je bil to še torej zdaj ta druga ključna točka certifikata, v bistvu, da s svojim znanjem pomagamo narediti kakovostno kozmetiko, pomagamo ali poiskati mogoče kakšne
kombinacije, kar se tiče sestavin, ali pogledati formulacijo pa reči, to je nepotrebno, to ni v redu. Ne vem, mogoče tako čisto za občutek, se je že kar nekajkrat zgodilo, da ko smo pogledali celoten proizvodni postopek, da stvari pač niso štimale, in recimo preko tega je potem šla komunikacija, da smo pač pomagali izboljšati izdelek, in tako naprej. To je v bistvu tudi ena taka zelo pomembna zadeva pri samem certifikatu. Se pravi, boljš v bistvu pred registracijo na nek način z vami tudi? Na nek način boljše, ja. Veš, lahko zamenjati nekaj, ne? Se pravi, vaš certifikat Cosmetical Active res postavlja nekako na višji nivo, ne? Ja, zato ker smo v bistvu ta znanstven pristop zapisali v to, ta glavno vsebino certifikata, ne. Oziroma, če zdaj še bolj enostavno povem, no, torej vsi izdelki, ki stopijo v proces ali pa ki grejo čez ta proces certificiranja, so ovrednoteni, mi pravimo pač na nek znanstven način, se pravi, da se poiščejo študije oziroma da sestavine, ki so uporabljene, imajo za sabo neke raziskave, no. To je en tak znanstven vidik, do potem čisto, bom rekla, tehničnih zadev, se pravi, da so izdelki narejeni s procesi, in na tak način, da na koncu koncev tudi so stabilni in tako naprej. No, to so mogoče vse take zadeve, ki so tem, bom rekla, nekim uveljavljenim večjim podjetjem, kar se tiče same izdelave, recimo samoumevne, pri teh malih formulatorjih oziroma malih kozmetičnih brandih, ki pa prihajajo na tržišče, pa dostikrat ni tako, tudi zato, ker recimo pač formulatorji mogoče nimajo prav te ožje izobrazbe, tako da jim ta znanja manjkajo, no. Skratka, to je bila pa ena niša, no, ki smo jo želeli ne dobesedno zapolniti, ampak na ta način pač pomagati. In tako se mi zdi, da vi res celostno pogledate izdelek, a ne, da je strokovno premišljena sestava, da temelji na potrebah naše kože, a ne. Ja, no, hvala, Darja, to je v bistvu še eno zelo pomembnih vodil, se pravi, ne vem, mogoče tako rekla, če so še kakšno desetletje nazaj, bile v bistvu zelo priljubljene kozmetične formulacije, izdelki, ki so imeli, ne vem, 30, 40, 50 sestavin. To je zdaj nekaj, kar tudi brez certifikata, no, spet pridobiva na priljubljenosti, sprav, tako, premišljena sestava. Jaz sem vedno obravnavala tudi kozmetiko oziroma posamezne sestavine kot nekaj, kar v osnovi je obremenitev za kožo, ne. Z dobro nego si lahko narediš ogromno dobrega, ampak za slabo nego si lahko narediš pa ogromno slabega, ne. Tako da pač vsaka kozmetična sestavina, ki jo daš na kožo, jo je boljše gledati kot neko breme za kožo, kot pa obratno, ne. To se mi zdi, da je eno tako, kar rekla, znanstveno premišljeno vodilo, od tod torej te premišljene formulacije z čim manjšim skupnim številom sestavin, ne samo, da ima reči dobro za kožo, je v bistvu tudi nekaj, kar največ, kar lahko naredimo za okolje, ne. Če ne pozabiti, konec koncev tudi kozmetika kot taka je pristane na koncu v okolju, ne, je tudi en velik onesnaževalec okolja. No, v glavnem, ne vem, če veš, jaz sem bila preden sem dala kozmetiko na trg, sem bila na enem kongresu naravne kozmetike, kjer sem ti prvič predstavila ta certifikat in meni si čisto zmešala štren. Ker jaz sem se odločila takrat za ekološki certifikat, pa je še vaš strokovni prišel, no pač jaz sem pa izbrala oba.
Bom te zdaj malo prekinila. Torej, ko sem jaz predstavila, ko smo se odločili, da ta certifikat lansiramo, pa nismo, naša ta ciljna publika oziroma cilj ni bil samo Slovenija, ampak širše, tako da ko smo postavili spletno stran v angleščini, ko smo začeli z neko mini promocijo oziroma na socialnih omrežjih pač objave. Kmalu zatem je prišlo prvo povpraševanje. Rezultat prvega povpraševanja je bila tudi prva certificirana slovenska kozmetična linija in to je bila Maja-Runa. To je bil zdaj moj ta dodatek, zdaj pa ti vračam nazaj. Ja, pač vi ste v bistvu zdaj imate ful tujih znamk. Ja, tudi klinice. Zdaj pa imaš, tega se pa nisem dobro pripravila. Jaz mislim, da je... Vsak teden jaz vidim novo znamko skoraj. To so posamezni izdelki, mislim, da je, bom zdaj tako, približno nekih 100 certificiranih izdelkov. Jaz mislim, da je tam okrog 15 kozmetičnih brendov certificiranih. Ja, večina je tujih, ja. Je kar večina tujih, ja. No, v glavnem dobri ste. Knjiga, certifikat, vse. Zdaj bi pa jaz s tabo mogoče, da ne bova še domov, ne da poveva in neke slabe, in neke dobre plati naravne kozmetike, pa tudi seveda nekaj, kar moramo biti pa pozorni. Se pravi, kaj bi ti rekla, glede na to, da so prej rekli, da je večini certifikatov skupno, kaj ne vsebujejo in to je nekih par skupin učinkovina, ne? Mogoče zakaj vi tega ne dovoljujete? To osnovno vodilo, tako nasplošno, ne samo pri našem certifikatu, da nekatere sestavine niso dovoljene, je postopek njihovega pridobivanja. Mogoče na tem mestu moramo še povedati, da naravna kozmetika temelji na neposredno na naravnih sestavinah, vsebuje pa tudi sestavine, ki so sinteznega izvora, recimo konzervansi so taki, večina emulgatorjev je takih, če imamo torej površinsko aktivne snovi v izdelkih za čiščenje, geli, šamponi in tako naprej. Pač to so sestavine, lahko so kakšne, ki se v naravi sicer nahajajo. Pa se sestavijo nekako Tako, iz dveh, ne? ja, lahko so pa tudi take, ki se v naravi ne nahajajo, ampak jih pač pridobivamo sintezno. Zdaj, če se vrnem take, ki se v naravi nahajajo, recimo so konzervansi. Zdaj, če bi mi hoteli vse jerebike posekati oziroma ne posekati, pa v plodovih je recimo sorbinska kislina, ki je konzervans, bi zelo hitro uničili okolje, tako da to je en pomemben vidik, se moramo zavedati, da čeprav recimo rečemo, to je del naravne kozmetike, to sestavina, ki je vseeno sinteznega izvora, pač ne bi šlo drugače, kot da jo pridobimo v laboratoriju, kakorkoli. Temelj je na tem, da so to sestavine, ki se v naravi nahajajo, ali se pa potem v naravi, ko pridejo v okolje, razgradijo na gradnike, ki jih narava pozna. To je recimo en tak osnovni kriterij za naš certifikat. Če grem naprej na same sestavine, ko sem prej rekla, kaj bo pa vodilo, zakaj nekaterih certifikati ne dovoljujejo oziroma ne dovoljujemo, je pa torej kemijski postopek pridobivanja. Se pravi, tisti procesi, za katere torej smo se strinjali, da so toliko škodljivi, da se jim bomo pač izognili, recimo etoksiliranje, da so mogoče bolj zelo strokovni izrazi, kjer se uporabljajo snovi, ki so izjemno strupene, torej večina certifikatov takih snovi ne dovoljuje. Potem so na drugi strani naftni derivati, ki so po eni strani snovi, ki se nahajajo v naravi, ampak proces njihove predelave je okolju, pač danes to vemo, tako škodljiv, da so se, ali pa smo se certifikacijske ustanove odločile, da jih ne bomo dovolili kot sestavine, ker obstajajo alternative. Ampak imajo kakšno hranljivo vrednost? Na površini, mislim. Prav v smislu hranljivo ne, imajo pa recimo naftni derivati
vrednost v smislu kozmetične nege, da so zelo dobri oklozivi oziroma tako, ja, se pravi, zadržujejo to sicer naravno izhlapevanje vlage oziroma vode iz kože. Pri suhi koži recimo je velikokrat ta bariera porušena in je to izhlapevanje preveliko, zato tudi suha koža in recimo prav naftni derivati so neprekosljivi po tem učinku, ki ga naredijo, ne. Se pravi, zaprejo kožo in ta vlaga, ki jo koža sama ima, jo zadržijo, ne. Na primer, no, to je Rušijo naravno bariero s tem, pa malo polenijo kožo. dolgoročno, ja, celostno je treba zadeve gledati, seveda, ker ja, seveda. je neprecenljivo, da obstajajo namesto naftnih derivatov, a ne, ker včasih smo pod imenom mineralno olje, parafina, ne. To se je na veliko mazalo dojenčke takrat s tem, a ne. Se mi zdi meni neprecenljivo, na primer, na kožo nanašati olja, hladno stiskana olja, pač jaz čutim, da je to nekaj živega, a ne, da je to nekaj, kar me pocrkla, kar me je dalo nek drug vibe, a ne. Zagotovo je koži bistveno bolj prijazno, ker je to nekaj, kar naša koža pozna oziroma pač ima v neki obliki v sebi, ne. Tako da ja. Se pravi, zdaj potem mogoče kakšni ti penilci, a ne, so lahko sulfati, imate te rastlinske tenzide, ker se mi zdi, da tukaj pozabljamo, da se vse to, kar mi v bistvu v teh gelih za tuširanje imamo, spira, ne. Se spira in ostane v okolju, gre v vodo, pač ogromno teh snovi je pač dokazano, pač to vemo, saj to ni nekaj, kar bi na novo odkrivali, ki so potem toksični za vodne organizme. To je tako kar velik ekološki problem, ja. Ali pa na primer, ne vem, določeni konzervansi, vsaj tako je brati, koliko je kaj to zares, da parabeni povzročajo lahko tudi motnje v hormonskem. Zdaj, zgodba s parabeni je malo zapletena, pa mislim, da zelo napihnjena oziroma pretirana. Jaz mogoče bi na tem mestu vseeno povedala, da evropska kozmetična zakonodaja temu je sledila. Dovoljene koncentracije parabenov so zmanjšali do koncentracije oziroma vsebnosti, za katere obstaja minimalno tveganje, da bi se karkoli zgodilo, no, tako da na nek način pač se moramo zavedati, da tudi zakonodaja temu sledi, da varuje potrošnike, ne. Ampak ja, kot taki v osnovi parabeni v certifikatih naravne kozmetike niso dovoljeni, ja, ker obstajajo druge alternative, no. Je pa mogoče na tem mestu pa vseeno kar nujno povedati, da je pa naravna kozmetika ravno zato, ker je nabor sestavin res tako zelo zožen. Mogoče bo najbolj povedan primer konzervansov. Po regulativi EU-ja je dovoljenih za uporabo 57 konzervansov. Od tega jih je manj kot 10 dovoljenih za uporabo v naravni kozmetiki. Nič hudega, hočem povedati pa, da je formuliranje naravne kozmetike pa zato tudi velik izziv. Da je treba zelo dobro premisliti, oziroma tudi zelo v bistvu veliko izkušenj moramo imeti, če želimo narediti tako dober kozmetični izdelek, naravna kozmetika, kakovosten kozmetični izdelek, ki ne samo, da bomo mi zanj mislili, da je dober, ampak da bo stabilen, da se nam ne bo lonček kreme, ki jo bomo čez 2 tedna odprli, razsloji oziroma bomo videli kapljice olja, ki padajo, ali pa pač plesen, ki se bo razrasla, ne. V bistvu, če smo v konzervansih, je treba povedati, da pač so nujni, a ne, da pač, če kozmetika trdi, da nima konzervansa, se pol to nanaša najbrž na parabene, ker kozmetika rabi konzervansa, ne. Tako, če vsebuje vodo. Če vsebuje vodo, seveda, to so emulzije, vse emulzije, vlažilni serumi, Tako. se pravi, to je pač nujno. V koliko času bi rekla, da se
Koliko časa pa je stabilna za nekoga, ki si dela sam, pa noče dati konzervansa? A je to en mesec, maks? A se lahko mogoče drugače vprašava. Če kupimo kruh danes, pa ga pustimo, koliko časa bo trajalo, da se zaplesni? Ja, bo trajalo, ja. Ampak, veš, tako se mi zdi, da tisti, ki smo se učili naravno kozmetiko, zelo velikokrat je bil kdo v skupini, ki je rekel, jaz pa ne bom imel konzervansa, ne? Ja, vem in to mislim, da je še vedno zelo prisotno, ampak jaz bi rekla drugače. Konzervansi niso noben bav, če jih uporabljamo pametno, so tam v izdelku namesto za to, da nas zaščitijo, ne. Kozmetika mogoče je, recimo prej sem dala pač kruh, plesniv kruh, ne, tisto plesen, ki se razraste na kruhu, zelo enostavno opazimo, ne. Pri kozmetiki je pa tako, da so zelo velikokrat, sploh če so recimo kakšne beli izdelki, se te plesni oziroma bakterije, ki se razrastejo, so v bistvu enake barve, tako da jih niti ne vidimo, ne. In zdaj si ne vem, lahko si predstavljamo, da si namažemo to na obraz, pa čez oči, te infekcije iz okužene kozmetike niso tako redke, ne. Tako da, ne. Žal. Ja. V glavnem, jaz bi zdaj počasi, da se pripeljeva h koncu. Se pravi, naravna kozmetika, jaz vidim tle prednost, da je nekako vsebuje koži podobne sestavine, a ne, in tako podpira njene naravne mehanizme. Je varna, če seveda govorim zdaj o neki kvalitetni certificirani kozmetiki, je razgradljiva, a ne, kar se pravi, da ima nekaj do okolja, in ne nazadnje, v bistvu, če je dobro sestavljena, tudi učinkovita, a ne. In me zanima v bistvu, kaj bi pa rekla, da pa ni naravna kozmetika. Se pravi, ni naravna, vedno je lahko, smo preobčutljivi, jaz to vsaki znam, ki se zanima. Jaz vedno rečem, če ima občutljivo kožo, da je boljše, da uporabi vzorce, ker nikoli ne moremo biti sigurni, da tudi naravna kozmetika ne bo povzročala, ne. Ja. To se strinjam s tem, da jaz mogoče vseeno ne bi naravne kozmetike tukaj dala kot nekoliko slabšo kot konvencionalna kozmetika, glede občutljive kože, bi jo jaz popolnoma pač izenačila. Tako kot pač kakršenkoli izdelek lahko pri občutljivi koži povzroči neko reakcijo, tako da ja, pač najprej poskusiti vzorec. Se pravi, dostikrat, tle sem hotela nadaljevati, so eterična olja tista, ki lahko, a ne, recimo, da dobimo kakšno alergijo, ker smo Rad, ja. Se pravi, tukaj se moramo zavedati, da so to močni, močne sestavine. Ja, torej v certificirani naravni kozmetiki uporaba sinteznih dišav ni dovoljena, no. Eterična olja pač kot sestavine so pa v osnovi take, da lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo določene reakcije. Tako da glede tega, ja, pač velja previdnost, pa vendar pač moje mnenje je, da samo zato, ker vemo, da eterično olje lahko povzroči reakcijo, to ne more biti kar a priori razlog, da jih zdaj ne bomo uporabljali. Kaj pa, je še kaj od naravnih sestavin? Jaz sem slišala za ognjič, da je kdo alergičen, kar se mi zdi, da je najbrž zelo, zelo redko. Za ognjič zelo, zelo redko, je pa recimo kamilica, pa armani iz te skupine, to so pa rastline, ki jih botanično uvrščamo v družino nebinov, ki vsebuje ene posebne snovi, ki jim v kemiji pravimo seskviterpenski laktoni. No, za njih je pa znano, da zelo občutljivi posamezniki lahko razvijajo alergije. Te alergije sicer niso zelo, zelo pogoste, ampak so pa to pogoste, da so jih poimenovali, sicer so to alergije na nebinovke. Prav to družino rastlin. Za neko
nas Proti asociirala ja, na ja, nekaj ja, ja, zaupljivo, ja, ja, ne. ja, ja. Kaj pa recimo oreščki? A veš, eni so občutljivi oziroma alergični na Na oreščke. oreščke. Koliko se to pozna? Mislim, Olja v osnovi v teoriji pač niso problematična, zato ker ne vsebujejo teh alergenov, ne, to so proteini. Pa vendar, kar se tiče same izdelave oziroma sploh pri ljudeh, ki imajo hude alergije, je pa absolutno treba biti previden, ne. Torej, so ljudje, kjer jim že res sledovi lahko povzročijo hude reakcije, tako da to je neko tveganje, tako da tisti, ki recimo imajo take težave, načeloma morajo kaj bi biti. pol rekli, da probajo na nekem delčku, Ja, najboljše je. ker to ne Ja. moreš vedeti, ne, Ja. v bistvu. Kaj pa mogoče, da izpostaviva, se pravi, zelo pomembna je varna uporaba eteričnih olj, ne vem, kako smo tule zdaj, jaz mislim, da gre to ful na boljše, da včasih je bilo tega, mislim, je bilo zelo Napačne nevarno, uporabe. ne. Bistveno več, ja. Um, Ja. Kaj pa recimo, kaj so pa še kaj tiste zmote, ke so v kozmetiki, recimo rastlinsko olje, malinovo se je veliko oglaševalo, da ima neko. Kot alternativa za sončenje. Ja. Rastlinska olja pa sonce, to je nekaj, kar je popolnoma nezdružljivo. Rastlinska olja so, če že govorimo o sončenju, so nekaj, kar je odlično za nego po sončenju, niso pa združljiva z soncem, zato ker a povem to malo bolj podrobno. UV-žarki, ali pa tako bom rekla, torej tista rastlinska olja, ki jih smatramo za aktivna, predvsem to pomeni, se nanaša na njihovo sestavo, se pravi, da vsebujejo veliko večkrat nenasičenih maščobnih kislin, te so zelo občutljive na reakcije in zelo hitro reagirajo. UV-žarki so pač ena taka zadeva, ki pospeši te reakcije, pospeši oksidacijo in pri tem nastajajo radikali. Zdaj za radikale pa mislim, da to pa že vsi tako dobro vemo, da niso zavezniki naše kože, tega si ne želimo, pa vendar, če se namažemo z takim okoljem, pa gremo potem na sonce, eno minimalno zaščito pač nudi, ampak to zelo hitro preide v fazo, ko začnejo na koži zaradi prisotnosti olja nastajati dodatno radikali in to pač je nekaj, kar je absolutno nezaželeno in tudi je nepriporočljiva praksa, kar se tiče uporabe. To mislim, da je bilo Ja. tako, da je krožil, ne vem od kod. Ja. Resnici pa. Ja, Darja, mogoče bi jaz izpostavila, v bistvu to sicer s težkim srcem povem, ampak na primer bom še 2 kategoriji sestavin oziroma izdelkov izpostavila. Naravna oziroma trda mila. To je tudi nekaj, kar je sicer ni problematično z vidika okolja ali pa tako na splošno kot sestavin, ampak je pa zelo problematično z vidika naše kože. Uporaba trdih mil za kožo je nekaj, kar vsi, ki imajo zelo občutljivo kožo, vejo, da ni v redu. Trda mila imajo potem, ko jih damo na kožo oziroma ko pride v stik z vodo, imajo izjemno bazičen pH. Tam 8, 9, če so slabo narejena, da so kakšni ostanki na uhaje recimo, dokler niso čisto pač ljudje imajo razne narediti, prakse. In je to pH, ki je tako daleč od tega naravnega pH-ja naše kože, da je izjemno problematičen, sploh za neko dolgotrajno uporabo. Zdaj, ne vem, dokler uporabljamo recimo za roke, načeloma ljudje nimajo težav, ampak uporaba recimo na koži obraza ali pa sploh pri dojenčkih, to vem, da so bile, mislim, da so žal še zdaj take osnovne smernice, nega, kaj je ta prva osnovna nega za novorojenčke, trdo milo pa. A je vsako trdo milo ima bazičen? Žal je, ne more biti drugače trdo milo, razen zdaj prav te nova mila, ki so narejena pa za površinsko aktivnimi snovmi, ki so pa drugačne, se pravi ne s postopkom saponifikacije, ampak gre za sestavine drugega tipa. To je pa drugo, ta pa niso problematična, ker imajo pač koži prijazen pH. No? V bistvu mi porušimo ta naš lasten
Vlažnost, to Slinsko, kaj je že? kislinsko bazično, oziroma lipidno Lipidno bariero. Ja, tako. In torej neka dolgoročna uporaba, sploh pa ne na laseh, ne. Lasje imajo pa še nižji pH, kot naša koža, tako da je, recimo trdamila za na lase so v bistvu še bistveno slabše kot za kožo, no. To je ena zadeva, ta druga zadeva je pa soda bikarbona, ne, ki se pa po teh recimo laičnih krogih tudi oglašuje za izjemno naravno, zelo popularni so deodoranti s sodo bikarbonom. Je dovoljeno, ne? Recimo. Kar se tiče kozmetike. Ja. Ja, mislim, v osnovi tako, na splošno ja, no. Je pa nekaj, kar je spet ni prijazno do kože, ne. Tudi soda bikarbona ima izjemno bazičen pH in neka dolgoročna uporaba, ne, je z tega vidika ni zaželena, no. Tako mogoče še en dodatek, ne, se pravi, je naravno, tako po kemiji ali pa po tem nekih osnovnih značilnostih, ampak ni pa naravno za kožo, ne. Ja, vem, jaz sem imela kar težke težave. V bistvu en mesec lahko uporabljam deodorant. Soda. Pol pa recimo je pa, ne, so pa poškodbe lahko, tako da. Ja. Ja, nič ni, lej, jaz mislim, da bi midve lahko še ful dolgo Klepetali še par dni. Res, ampak dajva reči na tem mestu mogoče, da je to. Ne vem, bi še ti kaj povedala. Jaz sem mislila te še marsikaj vprašati, ampak zdaj, ko sem radiator ugasnila, me ne zebe. Darja, veš kaj, jaz mislim, da je treba eno stvar še povedati, no. Ja. Na ene par mestih si se dotaknila, pa pač ni bilo časa zaradi toliko pogovora o tem, kaj veliko govoriti, pač tvoja Majarula, jaz sem tudi ena izmed tistih, ki jo pozna tako do kosti, ali kako se reče. Jaz bom vseeno si zdajle vzela en tak mini minutko, da povem, da se mi zdi to res tako ena izjemno kvalitetna kozmetična linija, premišljena, kjer so bile, ne samo, da so bili posamezni izdelki narejeni pač premišljeno v smislu, kaj je namen uporabe, ampak so bile tudi sestavine kot surovine izbrane tako premišljeno in da so kvalitetne, tako da sem izjemno vesela tega, da je tvoja kozmetična linija na tržišču. Ne samo to, v bistvu, da se je kot zunanja opazovalka, se mi zdi, da se je prijela, se je obdržala tisto, kar je dostikrat tako, kar s težkim srcem vidim, pač kozmetika je preplavljena z poplavo, zelo težko se je obdržati, zelo težko je konkurirati konkurenci, ki je močnejša in finančno in mogoče tako na splošno z vidika oglaševanja, tako da pohvale, pa zahvala v bistvu za tvojo vztrajnost, za tvojo predanost. To mi res pomeni od neke take tako, res iz srca, no, se mi zdi pač čestitke, no. Hvala. Sej, jaz sem tudi vesela, da smo midve pri enem ali pa že kar pri dveh, tudi da si mi ti malo pomagala, ne, da si na koncu vrgla uč, tako da bom še kaj razvila, pa bo še zdaj vrgla uč, ker je to tako dragoceno. Tako da jaz se ti pa najlepše zahvaljujem za tale pogovor, staranja se sploh nisva dotaknili, tako da bo še mogoče priložnost. Ja. Tako da res hvala. Ja, hvala lepa za povabilo.